The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, danes ste se mi pridružila pa še celo dva, tako da na moji levi klele je Domen, maser pri Gustatu. Tako, živo. Čakaj, samo da ti še nekaj zrihtamo. No, da boš me tako omazan. Ne, gledaš v bistvu žigata mene, mi se pogovarjamo, kamere kada je ni. Prav. Zdaj sem malo poslušal. Dolgo nisem bil vsaj logupa, ne? Evo, pa še gospodič Žiga Hamun, kaj pa zdaj že koliko si? Tretjič, četrtič? Tretjič. In kako se počutiš na vročem stolu? Ja, Aj kaj drugače? ne vem, mogoče malo bolj slaven. Ti že kakšna postila cifro pa rekla, ti si pa z podcasta. Sej bom dal zdaj na story. Dobar, no daj, ti jih kar ulov, sam pas da še treniral zraven. Dej, mi da z Žigatom se že pogovarjala, še preden ste šli v Španijo na priprave, pa mogoče najbolj začnemo kar s tem, kako je vse to potekalo, mogoče kakšen Domen je tvoja vloga pri ekipi, kaj vse počneš kot maser, pa Žiga ti už pa povedal, so se ti treningi so se kaj spremenili v primerjavi zdaj, ko si malo starejši, pa ko si prišel v drugo ekipo oziroma v najbolj elitno od, lahko rečemo skupaj KD Rogu, da je to vse pod KD Rog, pika. Ja, si piše rok tamle. Ja, no, tako da. Evo, kar eno dvajanje začne. Dobar, pač Domen mora vse delati na pripravah. Kuhati, masirati. Je to že Domen povedal, kaj mora on delati? Dobro, pol. Ja, ful se je spremenil, pač ful je več treningov. Zdaj v Španiji smo imeli od 20 pa do 26 ur na teden, tako da je bilo kar dost. Koliko, skoraj 10 ur več kot lani? Ja, lani sem delal tako 15, max Ja, no, 18, ja. Se kar pozna. A moraš zdaj še kaj več pojesti, kot si lani? Ja, tam sem kar jedel, 300 gramov makaronov pojedel po treningu. In kako pa doma pravijo? Je oči kaj žičen oziroma bolj mami, da ti mora to kuhati? Ne, Ne. pač sej naredi, pa pač če ostane drugače. Ponovadi ne, no, ampak Verjamem ja, da si kakoš za smeti. Ej, pa, a kar se tiče treningov, razen te dolžine, a se še kaj drugega spremenil? Mogoče ko treniraš? bolj je tako, ful veliko stvari moram narediti na treningu v enemu. Pač, Kaj bolj strukturiran? bolj strukturiran, ja. Okay. Kaj pa, če opišeš en trening, ki ti je ostal v spominu, ko vem, da je bolj zlata ribca? Toliko stvari je, da še vmes včasih moram pogledati. Ne, a pa tako, če primerjaš lanski trening, pa pol letošnjega, kaj je, rečemo, se je dodal, poleg dolžine? Ja, več je teh intervalov, a ne. Ne vem, dostakrat ta piramida 18 minut po 70-100 kadence. Okay. Pol potem so še neki 3 intervali na klanc, ki se jih ne spomnim več, kjeri so bili. Okay. Ne, se lahko poveš, sam se ne rabiš toliko detajle, ampak Ja, bolj krajši, bolj na moč, ne vem kaj. Vse. 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 In kolikrat na teden je to? Se je v bistvu ene 3-krat, 4-krat na teden. Ja, imaš Je pa tako- pol kaj tako na easy, da malo gledaš v zrak, pa si žvižgaš. Ja, ne vem, še takrat, ko je cona 2 napisan, imamo skupen trening, pa bolj štanere gledam, k luft. Okay. A pa boš letos sploh kaj še hodil na runde pa na izlete, ali to bolj odpade? Kakšen izgled bom probal prijeti. Runde bo težko, kam mi zdaj trener ful gleda treninge, tako da ni tako kalan. Okay. Ej, Domen, povej, damo besedo. Ja, jaz sem na pripravah samo vse delal. Kuhal sem, prevažal sem jih, masiral itak,
Po nakupih sem hodil, tako da svašta. Deklica za vse. Tako. Čak ti prej, da so se že pogovarjali, ti si omenil, da si prej tudi derku, a mogoče tudi zaradi tega zdaj pač, ki si prej derku, mogoče tudi bolj veš, kva oni vse rečemo rabijo, oziroma ki si bil ti prej tekmovalc, kaj jim lahko odtehtaš kot ta deklica za vse zraven. Ja, itak. Pač bil sem že dve leti prej v ekipi, smo imeli dva različna maserja, sem videl, kako delata, kaj se dela in imaš bolj občutek, kaj je za narediti in kaj kolesar rab. Okay. Kaj sem imel tudi tukaj že, imam enega zelo dobrega prijatelja, ki je pa Runo X-u maser, pa sem imel predkajšnjemu mesecu, ne, on je bil pa kle na podcastu, mi je tudi že povedal, da kot maser praktično moraš vse delati, tudi pri profijih se ne spremeni, ki je preveč. Vse. Okay. Kako pa zdaj, ko si doma, imaš malo več pauze, ali ti tudi zdaj pridejo pozvoniti pa Ne. maseri? Načeloma jih masiram samo na dirkah pa na pripravah. Okay. Doma si pa najdem pol druge stvari za početi. Okay. Oziroma me mami najame ali pa kaj drugega. Kdaj se vam pa zdaj začnejo dirke? Drug teden je že. Ja, zdaj v marcu, v sredo, Italija? v Umagu. Ok, Hrvaška. Pole Poreč. V nedeljo pol Poreč, V nedeljo. pa en teden kasneje je pol četrtka do nedelje še etapna dirka, Istrska pomlad. Okay. Pa to vsakič boste prišli domov ali zdaj to, ko imate od četrtka do nedelje? Domov se hodim mes, ja. Čak, v četrtek domov? Ne, na etapni dirki ostanemo tam, Ja, okay. vmes med dirkami pa gremo domov. Okay. Pa na te enodnevni, zakaj tebe takrat ponuca? Ker takrat masiraš predvidevam, da ne? Ne, masiram ne, ampak sem pa na ukrepni, pa jim hrano prštimam Okay. za dirko, pa bidone naredim, pa prevoz, pa Kako se najmo smeji, njemu je fajn, ne. kaj princeska. Meni je fajn. Princess treatment. Veš kaj sem se, še nisem vprašal nobenega od maserjev, ki je bil kle. Kako pa jih masiraš, ko se nekdo razbije, ker Žiga veva, da je bolj štorast, on bo zihar kaj pohrastan, pa kukarkoli. Koga pa takrat masiraš? Ja, načeloma rane, sveže brazgotine, modrice se pač ne masira. Okay. Tako da greš malo okrog. Ti imaš nobene masaže po letos. Ne, hecam se, Žiga. Dobro. Okay. Čak se prav, probaš kaj, drugo nogo, lun. Ja, pač drugje pol zmasiraš. Tudi recimo, ko imaš šivan, potem, ne vem, 2 tedna, ko se šive ven pobere, se tudi ne masira, Okay. da se ne bi kaj naredil. Pa itak pride masaža, da se tkivo pregnete, da ni toliko trda bradavica, mislim, brazgotina, da ne ostane. Okay. Nekaj moram še pošimfati, čeprav ne vaju dva, ampak sem gledal na spletni strani, je tako, en jo mora posodobiti, no, ker še zdaj 2.25 gor, tako da bi bilo fajn, če je 2.26, pa zdaj, ko imate nove bajke, da se tudi to objav. Žiga, boš ti na konc, imamo klele od zadnje še od Žiga ta bajk, pa bo šel čez kolo, tako da bo še male reklame za gusto. Tako da to je to. Evo, še nekaj sem pozabil že takoj na začetku. Akcije do konca februarja trajajo na Approvdu, pa to soboto imamo prvi izlet z Velobarom, tako da spremljajte Velobar profil na Instagramu, dobimo se pa kle na Ziharlovi, tako da bo pa v easy vožnja, tako da vsi, ki še niste bili, najbolj, da čim prej začnete, ker to vam bo najlažji. Čakaj, se pravi, Žiga, ti si rekel, da so največje razlike glih v tem volumnu, a pa si ugotovil že mogoče, kje boš mogel pa največ delati, se pravi, kje v primerjavi z lansko sezono si mogoče najbolj švoh. Klanc. Ok. Ja. Pa kaj to pomeni, sam vat na kilo ali? Mislim, sej sam vat na kilo bi rekel, da mi ni všeč. Šprint imam dober. Ja. To vem. Sam na klanc pa malo manjka. Pa to krajši, a to daljši ali? Daljši. Ok, to povej, daljši je to 10 minut plus, 20 minut plus? 10 minut plus. 10 minut plus. Se pravi, 5 minut še zdržiš.
Ja, sam je težka, ampak ja. Okay, če bi šla s Steinerjem na ta šmaresapski klanc, bi ga držal une 3 minute gor? To dobro, si zadnji. Ajde, zadnji mogoče bi ga. Okay. Kaj pa, Če bi pa tako staram 3 minute, pa. Kaj pa če bi šla pol, se pravi, na Lipoglav? Tako kaj je runda? A se je položen klanc. Te zate. Mene je že to strmo. Vsaj prvih par 100 metrov. Ti si še žiga zdaj tudi na no bike. Kje mogoče opaziš največjo razliko med 2.4 RS pa med tem gustatom? Ja, pač najprej sem že mislil, da pozicija ne bo ista, ampak pozicijo imam identično kot na Colnagotu. Tako da čez luknjo opazim, da mogoče mečkam bolj trd, ne požreje luknje toliko lepo, pa ni toliko kot Colnago. Okay. Pač je dober kolo, ampak vse je mečkam slabšno. Pa, ko si dubil bike, si mogel kaj tako dodatno nastaviti ali je bil že tako out of the box, so ti ga že nastavili? So mi ga že nastavili. Si mi prej dal mere in je vse prišlo. Okay. Kaj pa ena stvar, ki ti pa res všeč na kolesu? Razen tega, da se sija. Balanca mi je ful všeč. Ta Okay. nova je gor. Okay. Pri Colnagotu si imel uno, ki jo vsi pošimfamo. Ja, una ni bila dobra. Ja. No, balanca je boljša, kot na Colnagotu, evo. To ti pa definitivno verjamem. Še eno vprašanje za te, Žigec. Rečemo zdaj konc sezone, mi smo klele novembra. Kaj bi si zadal, da bi na konc sezone rekel, ok, to je bila pa uspešna sezona zame? Pa meni je glaven cilj sezone, da bi bil na štartu dirke po Sloveniji. Pa pač, da bi tudi končal, a ne. Ne vem, da bi čim več dirko, a ne. Okay. Koliko se je v klubu not? 10. Prav, moraš biti še boljš od 3. Ja, da od njega. Pa, ja, od 3, ja. 7 Če nas se gre. on ne dirka. On je kolesar, prijavljen. Aha. Ja vem, če se odločil, da ima sera, pa boš dirko ali boš... Ja, ne vem, na PCS-ju piše, da sem kolesar. Ok. Dobar. Domen, da mi povej, rečemo, a ti si že, lani si že kaj masiral ali si zdaj prvo sezono? Ne, zdaj sem prvo sezono. Po tem, ko smo iz Azije prišli zadnjih dirk, sem šel na tečaj direkt. Najprej klasično masažo, pa športno masažo in zdaj prvo sezono masiram. Na kateri dirke ste pa lani dirkali v Aziji? Oziroma v kateri državi? Na Kitajskem smo imeli najprej en teden Tour de Taihulake, Okay. pa potem so šli še, jaz sem šel pol domov, ostali fanti so šli pa še na Japonsko, na Ok. Japan Cup. Okay. Je pa s profi dirka. Ja. In nagrade ste kaj pobrali? Ja, mečkam smo pobrali, ker je Gojković v redu šprintu. Je Okay. bil en dan ali 2 od 10. Okay. Ampak ja. Ja, tam vem, da imajo nagrade za, tako bom rekel, za klube, kot so, ne vem, kot je Gusto ali pa Adria, se da neki tudi denarja dobita, ne? Če greš dol dirkat, kakle na dirki po Sloveniji, je že, ja, skoraj da ne čudeš, če lahko kaj pobereš, ali tako. Ja, tam mislim, da je bilo, če si GC zmagal, da je bilo okoli 35.000 nagrade. Ja. Vem, ker sem imel Drinovca klele že ene parkrat in je rekel, ja, da to v Aziji, ajde, zdaj se je že spremenil, kad dosta evropskih klubov gre tudi tja, zdaj se že vsi vejo, ne, pa na Bližnji vzhod, ampak 10 let nazaj, ko se to ni vedelo, se spomnim, ko je Adria enkrat šla tja, pač, ko sem poslušal, koliko so dobili v nagradah, si kar tako, ok, to je boljš, kot da bi šel na Tour dirkat. Tako da, ja, je kar. Ok, ti si rekel, da lani si že spremljal, si videl, kaj ima seriji delajo, kaj pa mogoče ene
ne vem, če bi imel 3 nasvete za kolesarje, mogoče tudi za rekreativce, kot recovery, kaj bi jim svetoval, da počnejo? Ja, najboljši je itak stretching, Okay. to itak pomaga največ. Pa takoj po ali pol čez 4 ure? Ja, jaz bi rekel čez 4 ure, ko se mišica nazaj ohladi, Okay. pa da se, ne vem, 20 sekund drži, pa spustiš, pa 3-krat ponoviš za vsako mišico, pa imaš 10 minut, pa imaš cele noge raztegnjene, fajn. Okay. Koliko si že to naredil, Žiga? Žiga ima s tem zelo težave, smo opazali, kaj je prišel na mizo. Ja, rajš ne bi odgovoril tega. Ne, pa se lahko poveš, da ankoli, ker si še toliko mladi, da imaš skozi sveže noge, ne? Ja, res smo to. Okay. Stretching še kaj? Ja, pa jaz sem še ful masažne pištole uporabljal. To mi je tudi kar nucal, ali pa potem valer oziroma žogca. Podoben dober učink. Zdaj pa tudi vidim, da ful škorne uporabljajo, s tem pa sicer nimam izkušeno, ampak Ja, tudi verjetno dobra opcija. ja, sam ta najdražje, pa mogoče zaradi tega ne uporablja toliko ljudi. Mogoče. Kaj pištola je kaj, koliko? To je slabih 100 evrov, 50 evrov. Ja, pa Mislim, dobiš že kar dobiš. orang pištolo. Ja. Pa, a si mogoče tudi opazil, ne vem, napredek, kako si se počutil, preden si začel to delati, pa pol, ko si začel, mislim, je bila tako očitna razlika? Ja. Ja, ne? Ker redno delaš, se pozna orang. To, ti si delal lani po koliko kilometrov? Na leto. Ja, lani sem jih imel 17-18 avžet. Ok, Žiga? Brez trenažera sem jih imel 16 pa pol, Ja, mislim, da okej. je. Si pol podoben. Sem čist na koncu leta. Ti si imel koliko? Oktobra tok. Ja, Ja. Ok, se pravi 2 meseca. Ok, dobro. Ok, še kaj? Tako da bi rekel za rekreativce, pustimo mogoče za tekmovalce, ampak za rekreativce, za recovery, kaj bi najbolj svetoval? to je to. Stretching drugega tudi ni toliko. Ok, pištola, valčki, dober. Ti zdajle, ki si imel mal daljšo pauzo, pa zdaj si rekel, da si bil že parkrat od letos na biciklu, ki si kao zaključil po parih mesecih, zdaj že kaj pogrešaš ali te ne mika, da bi šel spet nazaj, pa da bi, rečemo, orang spet začel trenirati? Zdaj, kaj je sonček nazaj, pa je topel, zdaj pogrešam. Drugač pa... Ja, danes je prvi dan. Je pa v Španiji, ne? Ampak drugač pa mi je čist paše. Jaz pri sebi tako, takrat, ko sem se malo več vozil, mi je skozi na začetku sezone mi je bilo ja, sem bil ful zagret, pa ko sem pa mene vreme niti ni moto, ampak bolj ko sem vedel, tako, po mesecu pa pol, koliko se moraš pomatrati zato, da prideš na, jaz temu pravim, na še vaški nivo, sem rekel, to brez veze, to nima smisla, pač saj pri meni je bilo tako, ne vem, ali ti tudi tako razmišljaš ali imaš kaj drugega? Ja, meni zdaj dol pade, ker ne treniram več redno, pa takrat, ko grem enkrat na kolo, sem slab, pa mi pade vse dol. Kaj pa je zate definicija slab? Ker to je po moje čist nekaj drugega, kot gre za me. Ja, definicija slab je, da nisi več tako dober, kot si bil najboljši. Okay. Pol je podoben, ja. Samo da tvoj nivo je malo višji. Dej, Žiga, povej, v primerjavi s tem, kako smo se mi lani na rundah vozili, koliko je zdaj vaš nivo, ko ste bili na pripravah, koliko je to višji? Ja, je kar. Ne, tako mislim, če ne vem, ti veš, koliko hitro smo se vozili, kakšne vate si lani vozil, koliko je zdaj, ne vem, tudi že, ko se samo ogrevate, a je to leti od samega začetka? Zanj smo šli skupen trening, pa je bilo mišljen spred ga goneš, zadnji pa pač počivaš, a ne. Pa sem imel normal S-Power 280 za 4 ure. Za 4 ure 280. Tok se jaz spomnim, ko je zmagal pokojni, zdaj sem pozabil, Mandarin,
Franjo je imel tok na Franji takrat, ko je zmagal. Se pravi, ta dolgo je imel on 280, pa je njega bilo po moje tako nauč za ene 10 kg več skup, kot tebe. Tako da bi ti z lahkoto s temi vati pol zmagal. Ja, letos je bil Robert, tako da. Aha. A pa to vsi v klubu pridete na rundo, ali mislim Na skupen trening. skupen trening? Ne. Okay. Ja, problem en je iz Celja, Aha. en je iz Hrvaške, pa to. Ja, pol En iz bolj Murske sami, da Sobote. trenirate. Pa še oni, ki so z Ljubljane, ne pridejo vedno zato, ker obveznosti. Okay. To sem se glih z domom prej pogovarjal, a ni glih čar kluba, da se skupaj voziš, da rata, ne vem, to prijateljstvo, pa pol tudi, ne vem, se mi zdi, da na dirki ste pol bolj povezani, bolj veš, kaj, kako se kdo voz, ne vem. Kaj se ti ne zdi? Ti vem, da si že tudi tle, ko si bil, si bolj kanesko se sam vozil. Sam, pač, kako to spredi misliš, ali kaj? Ne, sam, da si redko si hodil na te skupinske treninge. No? Ja, pač med tednom je zelo težko, a ne, bilo, da bi prišel v Ljubljano, ki bi rabo direkt čez cel center, pa bi imel že več kot 1 uro, pa še skupen trening bi rabo narediti z njimi. Se pravi šola. Tudi šola je bila. Mislim, zaradi šole, ja, če ne Ja. bi imel šole, najbrž bi šlo lohan. Ja, to je. Okay. Kako je pa... Zdaj je malo lažji, ker je Štaner iz Škofeljce, pa se kdaj dobimo. Pa tako, to pomeni kdaj, enkrat na mesec ali se furata 2-krat na teden skupaj? Mislim, preden sem zbolel, smo bili 2-krat v enem tednu. Okay. Tako da, ja. Ne pa ti fajn tako z njemu se vozi, ko on ima že tudi izkušnje, Ja, pa ja. pač... Mislim, Velika boljše, petarda, kot sama, ne? ne, da se gre sam 4 ure voziti, je malo dolg časa, ne. Mislim. Se kdaj paše, ne? Pa Da tudi imaš on- čisto svoj ritem, ampak... Tudi fajn je, ko on že marsikaj ve, a ne. Pa ti zna kaj pametnega povedati, pa tako. Koliko je on starejši kot ti? On je 26, To je pol, kaj je 8, 9, 7? on je letnik, letnik 2000 on. Mislim, da je 2000. Okay. Pa 6-7 let, ja. Okay. 7 let, ja. Ej, a pa si še kaj opazil tako, ne vem, kakšne take ful velike spremembe zdaj, ko si se, rečemo, glih z njemu vozil, ali pa kaj ti je on lahko svetoval? Mislim, pri njemu opaziš, da je po 3 urah še zmer, da lahko gre, a ne, da ima motora, ne. Pač, fajn je, ko ve velike predirko že, a ne, in ve, pač, vse dirke so težke, a ne, ampak tudi zna ti povedati, na katerih dirke so pa še bolj, a ne, pa v glavnem veliko ve. Okay. Dober. Zdajle, tole, kar zdaj prihaja, ta prvih par dirk, ki ste prej povedala, kaj bo, rečemo, za klub, ne vem, za vaju dva, kaj bi bil, rečemo, da bi bil uspešen rezultat, klubsko ali pa posamezno? Vidva veste, koliko so fantje pripravljeni, ste fantje pripravljeni? Ja, zdaj, ko imamo Gojkoviča, kar hiter kolesar, si lahko obetamo tudi kakšne stopničke. Okay. Se pravi to, kar se šprinta tiče. Ja. Umag, Poreč, druga etapa Istre. Ja. Tudi malo pač te klančke žene, ampak ne pa zdaj ne vem kva. Okay. Žiga? Ja, isto. Pač, Gojkovič je šprinter, ne. Saj lani že pokazal ful. Okay. Na koncu sezone je bil na dirki po Hrvaškem, je bil 2 do 10, mislim da. Pa v Kranju je bil na uni dirki 4. V šprintu. Ti greš isto zdaj voziti? Upam, bom videl. Aha, ti se še ne ve. Ne. Žiga ti dosti ko zgovoriti. Ja, ne vem, pač.
Nič mi še ni povedal, pa tudi ne vem, kako bo. Ne vem, lej. Okay. Domen, da mi ti še povej. Večinoma ste vsi zelo podoben letnik. A si ti kdaj v unmu, oziroma misliš, da boš kdaj, pa tako, ko si spremljal še serije, da si kdaj v položaju, ne vem, da rabaš imeti kakšno avtoriteto nad telemi junci? Misliš, da to jo posluša, ali bo to bolj tako? Ja, se malo poslušajo. Sej, mislim, recimo zdaj, ko smo bili v Španiji, so bili sami pač te kolesarji, jaz sem bil edini od stafa, ne. Se pravi, moraš imeti malo pregleda na tem, kaj počnejo in da so približno pridni. Pa če je treba, tudi poslušajo, no. Okay. Ni problem. Kaj si jim pa delal za jest? To so vsak dan špageti pa maso ali? Ja, za kosila so imeli vedno pašto. Okay. Enkrat smo imeli rižoto. Dobro, enkrat rižota, ampak to ni zdaj pomembno. Po za večerjo smo pa v začetku smo enkrat krompir nalupali, pa skuhali, pa piščančka spekali. Pa smo dosti mlečnega riža jedli, jajčke smo si delali. To je tako, kot da bi meni opisal moj standard dan. Moje težavno za 10 ljudi naenkrat delati, pa majhna kuhna je bila, pa se moraš malo znajti. Čak, ti si bil, takrat so bile tudi punce? Ne. So bili sam oni? Ja. Okay. Pa 2 mladinca. Sta bila en teden z nami, pa sta šla pa nazaj na priprave. Koliko ste bili 14 dni? Ja, mi smo bili 14 dni, ona 2 pa en teden. Okay. Ti šel pa s kombijem? Dol sem šel z avionom, nazaj pa s kombijem. In vožnja nazaj? Žurka. Neč ostavljati, sam za tankat sva se ostavila. A 2 sta bila? Ja, jaz pa Pibernik. Okay. Sam za tankat, pa enkrat sem letel po sendviče, to je to. Ko pa se to je 24 ur vožnja, ne? Je tam nekaj? Ja, mislim, da je ne 18 ali koliko. Vsaka čast. In spršel domov, si se samo legel spet. Severino. Kako je pa, Žiga, ti si zdaj prvič z Lukatom delaš, kako je pa z njemu delati, glede na to, kakšne izkušnje ima on? Mislim, meni je super. Okay. Pač enkrat sem recimo pozabil vožnjo naložiti, ne? In mi že naslednji dan napiše, če sem v redu, če sem zdrav. Tako da on te še ne pozna? Ne, sej zdaj redno to objavljam. Okay. Tako da všeč mi je, pač veš, da mu ni rabaš enega, da te malo pouriti ruk, ne? Ja, pa ni mu čisto vseeno, ne. Se trudijo, ne. Okay. Kaj pa, ne vem, tako glede izkušenj, pa kako si imel, rečemo, prejšnja leta, pa zdaj, ko imaš, ti boš mogoče to šele letos opazil, ker vse on je tudi kot športni direktor, ne? Ja. Tako da, ne vem, si tako še kakšne, ko ste bili na pripravah, si dobil tudi kakšen tak feedback, glede na to, kako se voziš, tudi od njega, glede na to, da je prej tudi dirkal? Mislim, on je bil na pripravah glih ta prvi pa ta zadnji dan, ne, ko je šel domov. Zdaj na pisti na velodromu, ko smo bili, je povedal, kako se kdo vozi. Okay. Mene je rekel, da je bilo v redu. Vale, to samo zaradi tega, ker si Steinerja nagonil, ne? Cilj sezone. A boš ti mogoče pa več povedal, Domen, kako je, kad delaš z Lukatom, ne vem, kakšne izkušnje, to, ne vem, mogoče na dirki, koliko ti to pomaga, da imaš enega tazga, ne vem, v avtu, pa tako tudi pol po dirki? Ja, meni je bil on super, cel cajt, ko smo dirkali, tudi če imaš, ne vem, je na dirki situacija, ne veš, kako bi odreagiral, kaj je zdaj odločitev pravilna, pa greš zadaj, pa se pomineš, pa ti pove, pa ti da napotke. Po dirki tudi vedno na voljo za pogovor, če imaš dilemo, kje bi kaj lahko izboljšal in vse, tako da pride prav. Ok. Kjer je pa ta glaven cilj za vas v sezoni? Kaj zmagati? Zmagati tudi dirko, to.
če gledava, je kakšna derka, ki je prav tako specifična, da tam se mora pa gusto pokazati. To bo bolj Domen vedel. Ja, ne vem, itak Slovenija pač, ker domača dirka. Ja. Drugač pa najbolj pomaga, če se v Italiji pokažejo fantje na U23 dirkah, ki so močna konkurenca, pač res najboljši iz te kategorije pridejo in če si tam dober, je to velik pokazatelj že. Kako je pa, rečemo, nivo, ki greš ti iz Slovenije, pa mogoče iz hrvaških dirk, ki prideš v Francijo, Španijo, Italijo dirkat? Koliko je to razlika v nivoju kvalitete kolesarjev? Je orenk. Pač ko priješ v to U23 kategorijo, imajo vsi 3 prestave več, tako da se kar namatraš. Okay. Pa najbolj je razlika, a ti voziš eno U23 dirko ali pa voziš, ne vem, nek dirko po Sloveniji ali pa dirko po Hrvaški, kjer imaš še profi čez raven. Okay. Katere recimo U23 dirke ali pa te navadne dirke, ki jih mi vozimo, to je pač na pas mater, v gužvo se rinejo vsi fantje, ki si pa s profiči, je pa ful grejo na easy, je spoštovanje. Ti si tukaj, ok, jaz te ne bom zdaj začel za brez veze se ti urivati noter. In se ful bolj umirjeno dirka. Se pravi, po eni strani je v bistvu skoraj ne lažji, ampak manj živčen voziti na boljših dirkah, bolj kvalitetnih. Tako, ja. Manj živčno, bolj varno. Ok. Vidiš? Žiga, da ne boš ti tam kakšnega mezgica pol hotel spraviti na tla, ko boš na dirki po Sloveniji. Se ne bom. Okay. Ni Žiga tak. Kaj pa, Domen, ti zdaj, ki si jih videl vse na treningu, kako misliš, da, ne vem, kaj misliš, da bo za Žigata, rečemo, zdaj prvo sezono, da bo najtežji? Pa jaz mislim, da Žiga se bo znajdel. Jaz mislim, da Žiga je ta kolesar, da bo dober. Ne, ampak tako, a vidiš kje, kaj je, ko prideš iz teh junior rankov, ko prideš zdaj v 23, vidiš kje je ta največja razlika, kje, ne vem, si sam rabil, ne vem, en let, da si sploh dojel par stvari, pa mogoče, da bi, ne vem, kaj bi njemu pomagala, rečemo. Ja, doskrat je fora, ker pri mladincih je ful lažji, pač ni to konkurence in lahko na moč dosti rešuješ. Kle pa ne moreš in moraš ful bolj pametno dirkati, že samo, da ti prideš čez, ne vem, en klanc. Da ne troseš metkov kar tako, kot si jih lahko pri mladincih. Se pravi, je zelo pomemben tudi, tako kot, ne vem, jaz lahko, ko spremljamo te profi dirke, pa ko vidiš, kako se, ne vem, Pogačar fura, pa ko si videl včas, ko se je Sagan vozil, ko ga celo dirko sploh videl nisi nikjer, ja. pa zadnjih 10 kilometrov je pa kar prišel zmagu, ne vem, Van der Poel je, rečemo, tudi zelo podoben, se pravi na ta princip dirk, da nisi na vetru, če ne rabiš biti. Ja, ful se pozna tudi, kako fantje pozicije popravljajo, ne. Okay. Ka gre dvakrat po vetru, naslednji klanc ga že ni več zraven. To si pa predstavljam, ja. Sploh, če gledava, da si prvo leto v 23, pa da se probaš dokazati, pol hiter vidiš, da je tvoj filter je za kakšnega lahko šele ogrevanje dober. Ok, a je še kaj tazga tako, da ko prideš iz teh, ali pa bom drugače vprašal, kje vidva mislita, da je, glede na to, da to rekreativci gledajo, kje so največje razlike tako med tem, ki si enkrat profi ali pa semi-profi, pa rečemo z našimi rekreativci, se pravi govoriva ta amaterski nivo, ki dirkajo na slovenskem pokalu. Se mogoče opaz, kje so te razlike? Ali pa kje vidva mislite, da so razlike? Ker oni so isto, delajo 15, 20, 25 km na letne. Ja, razlike so, da so tam ekipe tudi, ne? Ki imajo določen cilj, ne? In ga na klance
razpalijo. A ne, Na pri slovenskih amaterjih se imajo isto te amaterske pač ekipe, pa ene par klubov vem, da se voz tako zelo ekipno, no. Čeprav doskrat pol, ki jih je preveč iz istega kluba spredi, že dirkajo drug pro drugmu, ampak ja, je še kaj mogoče tazga, pa tako v mislu bolj nivo, kako zdaj ti pri sebi vidiš, rečemo ta večji volumen, več različnih intervalov na treningu, je še kaj tazga mogoče, ki se opaz, ne vem, se tu najbrž tudi video debatirata kaj z amaterji, pa veste, kako se oni vozijo, kako ste se, ne vem, se vi vozite. Mogoče zdaj, ko smo bili na pisti, se člani ful bolj rinejo, kakor mladinci. Ja. Okay. Kaj ne povem, pač. Ne vem, pa lani, rečemo si vozil si tudi Franjo, ti se tudi že kdaj pele. Ja. Tam se dobro vidi, kako Jaz se nisem. reč. Kako nisi vozil? A nisi vozil Franjo? Nisem. Predlan tudi ne? Vozil sem sam, edina ne mladinska dirka je bila maraton 3 občin. Aha. Ja. Okay. No, ali pa rečemo maraton 3 občin, ki si jo lan furil. Kako si tam opazil, ne vem, kako se vozijo amaterji? Pač tam je itak zaprta vožnja bila do Čušpreka, ne? Ja. Pa gor na Vem, Klanc. a niste bili, par vas je bilo spredi, ne? Ja, jaz sem se itak spredi vozil, ker zadnji sem zmeri malo živčen, Aha. da nav kaj počel. Ja, ok, kako se pa bilo v skupini? Polka se je malo. Ja, do Kuraščka nas je bilo ene 20-30, pa nas je bilo 5 ali 6 cel dan, smo sam. No, rečemo, da se je bilo teh 5-6, a si kaj opazil, ne vem, kako so se oni vozili, v primerjavi s tem, kako, ne vem, se vozite na dirki, rečemo, ko vas je isto to, kaj je isti šmor. Mislim, ko smo se spredi vozili, ne, greš na smene, je bilo isto, ne, so ga šli dobro, ne. Sam tako, da bi se pa v grupi vozila, ne, se pa po moje ful pozna. Se pravi kaj, da so bolj živčni, da je tako... Bolj živčni, a pa na naših dirkah se malo bolj naslanjajo drug na drugega. Ok. Se pravi, ok, zdaj te moramo vprašati. Kje se ti zdi, da so bolj živčni? Pri vas ali kle, ki si vozil na 3 občinah? Na 3 občinah, Aha, okay. Se pravi, pri vas je pa bolj uno, da se že borbajo, pa tako malo komovci ven, pa... Ja, kakšni Italijani se malo zaderejo neki po italijansko, ampak okay, to je Italijani stalenca. Ja, to si vemo. Kaj pa tebi doma? Ja, meni zdaj bolj tako, ko sem na Franji vozil, pač te amaterji so bolj zategnjeni na kolesu, ni on toliko sproščen in je tudi večja panika pol, če se ten dotakne, ne. In pol prej tudi pride do paca. Se pravi, da so bolj trdi... Ja. Okay. Ja. Se pravi, da pol, ko gre po bidon, lahko malo zavijuga med tem, kaj... Ni mu to podobno na kolesu. Ja. Ok. Je dober, gospodiča, mi imamo 40 minut, ko imam, a imate še kaj tazga, ki bi rada povedala? Ne vem, meni je zaenkrat super. V gusto, tako da. Ja. Se hoče prodati že zdaj. Vzemite me na dirko po Sloveniji. Ej, da mi povej, kako si pa zadovoljen z, se ne vem, oblačila, pa to si imel že lanta, ali? Santik, misliš? Ja, se pravi, kolesarske hlače, dresi, kot ti paše. Nismo še čisto vsega dubali. Aha, ok. Ampak drugače so mi tako tale držno, ko imamo za vdrž, imamo en tak anorak. Gaba. To mi je top. Ok. To mi je ful dobro. Pa isto imamo en tak dres, ki tako prav za v minus. Tenot, da še ne zebe. Ja, je dober. Ok. Sprav zdaj, ki na trenažerju gonovska imel skozi gor. Kaj pa ti doma? Še kaj tazga? Pa ni naš tazga. Okay. On jih je več prenosov. Tako da. Kva? Dresov. Od gusta. Ja, se pač
iz mojega prvega leta na drug let je bil kar preskok, da so pač precej boljše drese naredili. Okay. Drug kroj. Se pravi, zdaj to, kar vozijo, je že... Ja, to je super. Okay. Meni so super. Ja, vrhunsko, mladeniča, zdaj gremo še Žigata v kolo predstaviti, oziroma ga bo ta videl, oziroma ga v Žiga, kakorkoli Domen ti boš dodal, če bo karkoli treba dodati. Zmenen. Tako da, sončki, hvala, da ste gledali, ne pozabite v soboto Velo Runda, sledite Velo Bar profilu, pa tudi Approved, logičen, da. Tako da, evo, pa Gusto, kako imate vi? Gusto, Pogi tim Gusto Ljubljana. Pogi tim, a tako je na Instagramu? Ja. Ok, no, spremljite še njihov, sledite še njihovemu profilu, zdaj pa še na Žigatov bike. Tako da, hvala, čau. Evo, zdaj bo Žigac na hitro še predstavil njegov kolo, tako da, na, evo, kle imaš mikrofon. Go for it, lahko Ja. se tukaj zatakneš. Bom držal. To je moj kolo, Gusto, Cobra, Evo. Ja, gor imam zobnike 54, 38, zadnji 11, 34. Sprednja gonilka je Cyber, not Power Meter, karbonska. Gor so Atakove feltne, 50 mm. Zdaj bojo vsi rekreativci rekli, če so za ekipo dobri, pa so za nas. Ja. Sedež na Vision Metron. Pol Sedeš, pozabil. sedež je Berg, zelo dober. Kaj pa imaš za enega tigar? Lupino, Ne vem, 150. to sem dobil gor. Short. Ok, se jaz vem. Dober. Aj 145. Balance je 40 Se 44. Balance je 40 cm, mislim, da je fajfa je 100 mm. Ta balanca je letos ta nova. Mi je veliko bolj všeč, kot na Kolnagu. Kaj si že brisal? To je že bilo. Ok. Ja, Kaj imaš gume? gume, Continental 5000, zračnice za nadirko. Je tubeless. Ja, ta kolo je za na trening, ja. Na dirki je drug. Grupa Ultegra, D2, 12 prestav. Koliko si visok, pa koliko je velikost okvirja? Jaz sem visok 1,82 m, imam 78 višino zica, okvir je L. Ok. Širina balance, mogoče veš? 40. 40. Ok. Dobar. Širina plašča od 30 do 28. 28, mislim. 28, a ne? Ja, ne vem, kam imaš gor. Jaz ne vem, jaz sam dobim pomozem. 28. 28. To se mu vidi. To je svoj kolo. Se vidi, da je to dirkalen kona, ne mojo vse, ne? Jaz bom mazal ti sam daj. Ok. Žigac, hvala. Domen, hvala. Hvala. Ajde, čau. Čau. Dio. Kako vas ti izgovoren, stari. To je pa noro.